Z Ano bova imela dance-off, plesno borbo in s tem enkrat za vse pokazala, kdo od nave je boljši plesalec. Si ready, Ana? Le kaj bo plesal? Ana ne ve, da je bil hip-hop, jaz sem pa tako pokazal to svojim telesom, ste videli to, To ni bil H od hip-hopa. Čutiš to? Čutim tvojo bolečino, ful ti v redu gre. Mislim, da je jasno, kdo je zmagal. Okej, vsi smo videli. Vsi smo. Sam zato, ker imaš krilo, to ne pomeni, da si zmagovalec, okej? Ne, to pomeni, da znam izraziti svoje notranje občutke S krilom. v vizualni način. Ja, tudi s krilom. Sam se eno ni zmagal. Čau, sva Rok in Ana na Rokana. Spremljate naju lahko na YouTube kanalu, to pa je vlogerska oddaja Čist. Zares. V oddaji z Ano spremljava nadebudne, zainteresirane, zanimive, zagnane mlade, ki si sami sebi zadajo izziv in ga v zelo kratkem času tudi opravijo. in danes se učiva, kako skozi gib izraziti svoje občutke, svojo kreativnost, svojo energijo in to skozi sodobni ples. 3, 4, zdaj! Jaz sem Maša. Jaz sem Neja. In jaz sem Neža. Ime pove vse torej o vas. Kaj počnete? Ja, mislim, predvsem veliko plešemo. Pač smo na plesni šoli. Vsem vam je torej skupen ples. Ja. Vse tri smo sošolke na plesni gimnaziji. Pač tako smo se spoznali, no. Ja. Kakšen ples pa to natančno? Ciljamo predvsem na sodobni ples, ampak imamo rade tudi balet, pa v bistvu vse forme plesa, predvsem sodobni. Kako bi opisali ples? Kaj ples sploh je? Mene gledaš zdaj? Je, kaj ples sploh je? Gibanje. Gibanje v nekem ritmu. Ampak istočasno ne, ker lahko ples je tudi ne gibanje, ker je koncept. Pač v bistvu jaz bi rekla, da je to gibanje z dodano umetniško vrednostjo. Ples je tako težko definirati. Mene je to tako bi si rekla, vsi ljudje plešemo, no. Ne, na nek način ali pa na drug, no. Mi smo se pa danes tu dobili z nekim razlogom. Kaj je ta razlog? Ja, zadali smo si izziv, da bi v 2 dneh naredile plesno predstavo, 15-minutno, z konceptom. In ja, bomo videli. Kar je drugač zelo malo, ne. O čem bo predstava? To že veste? A bo čist... Predstava v bistvu govori o nekako naši družbi. Naslov je Duet za 3. Duet za 3. Kar pomeni v bistvu, da velikrat v skupini 3 ljudi rata 2, ko se zelo povežeta, tretji pa v bistvu ostane sam. Pa tako tista oseba, ki je sama, ni nujno slabo, da je sama, lahko živi sama s sabo v sožitju. Torej bo na koncu ena izpadla. Ja. Ja, čakamo. Pa vidimo. Ni nujno. Kako zdaj Duet za 3 spraviti v neko obliko, ker se da to spremeniti v predstavo? Meni so dale koncept, ki ti ga bom zdaj prebrala, pa ne vem točno, kaj to je. Poslušaj. Okay. To sem jaz in to si ti, ampak ti si z onim in jaz sem sama. Kjer so 3, vedno en izpade. Mi smo 3. Naša prihodnost je v paru. Ena bo vedno solistka.
Kako boste vi ta tekst spremenili v gib? Tema ni tako težka za dati v gib. 3 smo, pa z lahkoto naredimo prehajanja iz duetov v solo, v trio. Jaz si ne znam predstavljati, s kakšnim gibom pol izraziš to, kar doživljaš, ko izpadeš. Mi smo vključili veliko repeticije, da s gibom prikažeš, jaz sem še zmeraj v unem trenutku prej, ko smo bile še skupaj in zato repetiram ta isti gib. Pa naprimer, ko sta 2 na stolih, ena pa v zadju dela svojo repeticijo, kot naprimer, one 2 imata skupno življenje, ona pa v zadju dela, ker pač ona sama bi delala. V tekstu je tudi samota omenjena. Ali mi lahko katera od vas zdaj pokaže samoto z gibom? Ker uporabi prostor. Me že to je lahko zelo simpel samota v resničnem življenju. Ne vem, si Recimo, da imamo vidve en front in ona en drug front. Ja. Že to nakazuje. Že to, kako smo mi 3 postavljene, pač prikazuje, da je ona izključena in da je sama. Kaj pa, če laik dobi scenarij plesne predstave? Najprej bi se mogel koreografijo probati naučiti, pa bi jo mogel znati odplesati, pa interpretirati, tako da je, mislim, kar precej dela. Kako daš koreografijo v tekst? Mislim, gibov ne damo glih v tekst, ampak v bistvu bolj ideje. Ja, obstaja, ampak se ne prakticira. Ja. Pač vsaj, mislim, ne to. Bilo bi zelo velik dela, da bi zapisal vse skupaj. Okay, a nama lahko zdaj mogoče en del, mini del pokažete? Ja. Okay. Dejansko koliko gledaš, tako ti je malo bolj jasno. Mislim, itak 90% tega, kar govorimo, je neverbalna govorica, ne? Ne, ja. Na mestu je skok. Gremo še enkrat, pa gremo lahko do stene. Meni je full bad, da laufamo toliko do stene, ker ti si zdrav od stene. Zate je cool, ampak midve so pa že dosti blizu. In pa gremo midve tako, in pa naredimo zelo oster ovink in se vidi, da se izognemo. Če gremo od skoka. Pač ne, jaz grem do besedo. Gremo od skoka, pa se zmenimo. Kako to, kar doživljamo, damo v gib? Trenutno, kaj v meni, je to. Zdaj smo videla par gibov in so res tako bolj... Probaj še malo. Jaz sem že utrujen od tega. Jaz se ne premikam toliko, kot danes. Prej ste omenili, da ste sošolke. A je to prav plesna šola? Kak program je to? To je v bistvu šola, ki je bila do zdaj SVŠGL, ampak zdaj se imenuje SVŠ Google, ki vsebuje 8 oddelkov, torej vzgojiteljsko srednjo šolo, splošno gimnazijo, umetniško gimnazijo, ki pa vključuje plesno pa dramsko smer. In kakšna je tehnika sodobnega plesa? Zelo odvisno od profesorja tudi, ne? Ampak tako nekako ene osnove pa so, recimo v prvem letniku, ki smo delali zvezde. Čim več takih vaj, da smo začutili tla, pa prenašanje teže v tla. Pa da se res lahko sprostiš, ampak vse imaš moč. To potem tudi v vsakdanjem življenju začneš te gibe v bistvu avtomatsko že voditi. Ja, se v bistvu je sodobni ples se zelo nanaša na anatomijo telesa, na naravno pozicijo telesa, tako da ko na busu stojiš, v bistvu že skoraj plešeš, ko se loviš tam polnih. Je v bistvu taka zelo sodobna umetnost, kjer je zelo veliko ustvarjanja, zato so pomembne ustvarjalne delavnice. In kjer je tudi zelo pomembno, da imaš svoj izraz in svojo željo in lahko tudi zelo samo neseš noter, ja. Da ni toliko vse določen, recimo pri jazz baletu, ko imaš res določen gib, špičke, določen naskoke pa vse. Pri sodobnem plesu
potem recimo tehnika je v bistvu osnova, pa zato tudi balet pripomore k tehniki. Ko to enkrat predelaš, takrat lahko začneš res na polno ustvarjati. Ta tehnika je v bistvu samo osnova, ne? Če pri sodobnem plesu izhajamo iz sebe in dopušča veliko variacij, a lahko sodobni ples plešemo napačno? Sodobno plesno tehniko se lahko pleše napačno. Aha. Sodobni plezi pa jaz rekla načeloma ne. Če ne moreš narobe ustvarjati. No? Ne moreš narobe narediti narediti predstave, tako ne more slikar narobe slikati. Lahko je sam slaba. Mislim, je dosti pomembno, da se ne poškoduješ, ker delaš narobe. Potem je vsak plesalec tudi koreograf. V bistvu se lahko vsak posameznik, vsak plesalec se lahko vidi v nečem drugem. Recimo, eni se vidijo bolj v koreografiji, eni bolj kot plesalci, eni pa bolj kot pedagogi. Začeli ste torej z improvizacijo. Kaj je pa zdaj naslednji korak? Zdaj v bistvu vse to povezati v neko celoto, ki smo je že prej začrtali v glavi. Ampak nismo pa mogli tudi toliko jasno začrtati, ker smo tri, ne? Ja, v bistvu po improvizaciji pride do tistega dela, ko se moramo vse tri odločiti, kaj od tega nam je všeč, kar smo naredili oziroma improvizirali in kaj bomo ohranili v predstavi oziroma dodali noter. Se pa ta skok. Ja, jaz pa ne moram biti tu v zadnji. Ne, ta skok je to full guard. Meni tudi. Si se ga lahko naredilo lepo. Ful čuden, ne, če se me ful čuden, ali lahko se nekaj drugega naredimo. Ja, lasen, joj, ne. Ne, Ana. Kje ti mi je všeč? Ta. Še, kaj zdaj naredimo? Ne, oni skok si svojedel. Meni je to všeč. Ne. Na vodo naredila. Jaz sem imela idejo, da bi se vse oblekle tako monokromatično, da je na primer vse rjavo ali pa vse modro. Zdaj problem pač, ker oparo bomo imeli, no. Ja, imate obe dve rjave hlače. Ja, vselej, opcija tako, Neža ima lahko te rjave hlače, jaz pa lahko te rjave hlače. Kaj imaš ti? A so to rjave hlače? Ja, so, ne, ja. Niso rjave hlače. Ok, dobro, res imam... To so to rjave hlače. Lej, se fuli tak razlike, vidiš, kaj mislim, samo tenki so različni. Daj mi te. Ok, kaj pa zgornji del? Lahko bi se vsem zapeljala do Hemdeja, pa kupila eno identično. Ne, Mislim, ker tu je fast fashion, jaz ne fast fashion. Brez naramnic, mislim, brez, ne. Ja, Pa mogla biti s kratkimi rokavi, veš. Jaz sem bila s kratkimi rokavi. Kaj pa to? Malo sem presenečena, kako hitro ste se dogovorile glede kostumov. Kakšna je vizija od zadaj? Ja, Da smo podobne, ampak ne pa iste, zaradi tega, ker plešemo zelo različno. No, ampak zdaj, ko ste kostume izbrale, na kak način kostumi dopolnjujejo predstavo? Dodajo neko enakost, podobnost. Mislim, v našem primeru nas bojo poenotili malo bolj. Ste pa tudi bolj preprost pristop izbrali pri scenografiji. ja. V bistvu ni to redko, da je predstava čist brez scenografije. Ja. Tako da ta dva stola sta dost. Prvo smo imeli idejo z baloni, pa smo se odločili za stola. Pač scenografija ni obvezna, mi smo to dali noter, ker se nam je zdelo koristno in ker smo hoteli delati s tem, ne. Lahko bi pa še tudi čist brez scenografije, ne. Ja, razrezano. Ok, zagrabite. Ste si jo zaslužile? Ne. Počakaj malo. Ja, počakaj, daj nazaj. Ne. Malo pa, no. Malo pa. Ste vajene popoldneve preživljati v plesni dvorani? Ja, smo, ja. Mislim, velikrat smo tu celo popoldne. Pač ja, fajn je, no. Tako domače. Kdaj se pa za vas šola konča? Ob 3.
Enkrat imamo do 4, 3 do 3, ne? Enkrat imamo samo do pol 2. A bi rekli, da je lifestyle plesalca naporen? Ja. Ja. Moraš imeti res rad, da to počneš v ta poklic. Pa ne samo zaradi fizičnega dela, ampak tudi psihičnega. Sam istočasno je pa ful, mislim, zelo je prijeten. Ker ena stvar, ki sva jo zdaj opazila med tem, ko sva vas opazovala, je bila, da vedno ko ste kakšno napako naredili, ste enostavno bile pač tako, ok, cool, verjel, haha, gremo dalje. Ja. Mislim, a moraš to trenirati pri sebi, to sposobnost, da pač greš naprej, ni važno kaj? Ja. Pride s treningom. Nekako se moraš v bistvu naučiti, da ko vadiš to, ne, da če pride do napake, da ja, pač moraš iti naprej, ne. Se morate čemu odrekati? Ja, ampak tudi ne preveč. Čemu recimo? Najbolj. Kaj najbolj boli? Ja. Voli do življenja. Ne vem, itak da zmanjka pol časa, ne vem, za učenje, za spanje, za, ne vem, druženje s prijatelji, sem to itak pol, ne vem, jaz nekako pol vedno najdem cajt, če za vse ostalo, nekako vmes, ko da mi je kul. Ker da bi pa preveč imela, če ne bi recimo plesala, da bi imela preveč prostega časa, mi pa tudi ni kul, da bi preveč zapravila. prostega časa. Sej. Pa v bistvu sploh ne vemo, kako bi bilo, če ne bi plesali, tako da v bistvu nimam občutka, da se odrekam čemu. Zdaj, glede na to, da je študij pol drag, predvidevam. Kaj pa dodatna izobraževanja? Čim več hoditi na različne ustvarjalce, pač na njihove delavnice, odkrivati različne stile, čim več hoditi na predstave, se razgledati okoli pa, ja. Biti pozoren načeloma na celo sceno. Ja. Dekleta že cel dan vadijo in zanimivo je to, da se zdaj opazi veliko manj hihitanja, veliko manj spodrsljajev med vadbo, bolj neka koncentracija, neka bolj resnost pride ven. Ja, njihov izziv je bil postaviti plesno predstavo, ki jo bodo predstavile čez manj kot 2 uri in poglej jih, no. Mogoče je to resnost tik pred predstavo, mogoče pa je vzadaj nekaj drugega. Trojka mogoče razpada. Ok, ne, si pa ti zastrala. Ja, vem, ja. Ja, to veš, ne, glavno imaš tukaj. Pa ne pa teh prestojah, ti ostaneš v ful dal časa dol. Ja, to samo zdaj. Ne, to vedem. kaj si naredila Ti narobe? vedem priješ kasneje od mene dol. Čakaj, kaj še imamo za zvaditi? Tresanje. Če zmeni nisi tajmi, ti vedem priješ kasneje. Kako to, tudi pri tem, sem tako super. 1, 2, 3, 4. Tiš pa 1, 2, 3, 4. Ok, A gremo še enkrat celo čez? celo. Ja. Zdaj bi mogel tehnik priti. Ja, to je res, ja. Gremo še enkrat celo čez. A imamo predstavo danes ali imamo jutri? Danes. Pol imamo koliko? 2 uri? Ja, mislim. Uro pa pol. Trenutno se dogovarjajo z lučkarjem, kako in kaj, in mislim, da jim je sistem, lučkarjev sistem jim je mal podrl njihov sistem, zato ker zdaj morajo par stvari, ki so mislili, da bo bolj vsaka izvedla, morajo zdaj bolj spredaj izvesti. In Neja je že skoraj padla na ostali 2 svoji plesalki. Zdaj ste pa dobile spremembe od lučkarja v zadnjem trenutku. Kaj to pomeni za predstavo? Ful je vzdušje spremenili, pa ful je naredili tako razliko s prostorom, ga še malo oblikovali dodatno. Dinamiko prostora. Ja. Ja, zdaj res gleda kot predstava. Zdaj, ko ste nekako odigrale zadnjo vajo, se vam zdi, da je sporočilo, ki ste ga hotele predati, jasno? Ja. Ja, definitivno. Ja. To je zelo suvereno. Definitivno, popolnoma nič drugače, samo po konceptu.
Tri plesalke, ena na koncu izpadla. To sem bila jaz. Jaz sem bilo očitno. Kak je bil občutek? V bistvu sem se počutila zelo izpostavljeno, ker sem imela nalogo zelo počasi plesati. In se mi zdi, da sem malo hitela, pa malo sem se tresla, ampak ok, vsem sem zadovoljna. Ja, jaz sem pa čutila to kemijo z Mašo v objemu. Ja, mislim, ker enkrat nastopaš pred občinstvom, je vse drugače. Tako zračmi in vse. Katere občutke ste med plesanjem želeli pri svoji vlogi izraziti? Nekakšnega povezanja. Jaz sem začela tudi raziskovanja druge osebe. Tega je bilo tako ful, pa tono. Ja, samota, povezanost, raziskovanje druge osebe. Kdorkoli se mogoče loteva nekega takega večjega izziva, kot je to, da postaviš plesno predstavo, imate mogoče za njega kakšen nasvet? Delati na tem, moraš imeti to rad, no, kar delaš, moraš se je to... Samo res pet v ta projekt, zli se vanga, bod zihar, kaj želiš, spremeni, če se ti zdi, ampak ostani iskren sam s sabo tudi. Vidim, da te je navdušil sodobni ples. Ja, dejansko. Eno ful verjel stvar so pokazali dekleta. Namreč, da tudi, če sta dva, ali pa če so trije, še vedno je vse ok, še vedno se vse da dogovoriti. To se vse strinjam in je res. Sam moram izpostaviti, da sem vesela, da smo pa mi dva duo, duet.